Spoštovani starši, lep pozdrav. Ponovno začetek šolskega leta, ponovno stara vprašanja. Kako začeti šolsko leto čim bolj učinkovito, kako začeti šolsko leto, da bodo delali samostojno, da se bodo navadili reda in tako naprej. Mogoče prvo vprašanje. Naši občutki, ali nas stisne, ali nas prevzame nek občutek, joj, spet bomo zjutraj se pregovarjali za v šolo, spet jo bo treba voditi, spet ga bo treba siliti, da bo delal domače naloge, spet, da ne bo kaj pozabil. Skratka, če imate taka vprašanja, take občutke, je tukaj seveda mogoče vprašanje številka 1. Koliko je šola naša skrb in koliko je šolska obveza nekaj, kar je lastništvo otrokove izkušnje. In ja, to je mogoče prvo vprašanje pri posredovanju samostojnosti oziroma pri vzgoji za samostojnost. Če se seveda mi obremenjujemo s tem, kako bo naš otrok delal šolo, ja, tukaj je nekaj za spremeniti, tukaj je precej možnosti. In ja, mogoče ena možnost tudi naše vezalove delavnice. Zdaj, druga stvar mogoče pri prehodu iz počitniškega režima oziroma iz počitniške naravnanosti v delovno naravnanost, ki pač se začne ob začetku šolskega leta. Nekaj zelo pomembnega. Poglejte, verjetno mi nimamo te izkušnje, da bi imeli 2 meseca pa še nekaj možnost popolnega izklopa iz delovnega programa. Naši otroci, sploh osnovnošolski otroci, imajo to možnost in preklopiti nazaj v delovni program ni povsem enostavno. Seveda to ne pomeni, da jih bomo podaljševali v tem počitniškem programu, ampak pomeni, da jim pa lahko na nek bolj prijazen način pomagamo pri tem, kako bodo preklopili. Pomagamo, da bodo lažje preklopili z raznimi obredi, z tem, da naredimo začetek šole kot nekaj, da se nam zgodi recimo nekaj posebnega že pred tem, da pomagamo otroku, ko z nekimi obredi si ureja recimo svoj šolski kotiček, svoj delovni kotiček, svojo sobo, zavijemo nove zvezke, ja, mogoče kje nove obleke, neke nove stvari, nekaj posebnega. To je sigurno ena stvar, ki otroku pomaga. Zdaj, tretje vprašanje, ki je v bistvu vprašanje številka 1, je, kako naj bodo otroci lastniki svojih dosežkov. Skratka, kako naj bodo šolski dosežki, otrokovi dosežki na način, da bodo otroci to opravljali samostojno, da se bodo otroci ob tem učili odgovornosti, da bodo pridobivali samozavest ob tem, da so pač oni lastniki svojih dosežkov. Glejte, za to je čas zdaj na začetku šolskega leta, ne na koncu. In ja, spet vabljeni na naše delavnice, vzgoja brez strahu je recimo ena taka, ki vam bo pomagala odgovoriti na ta vprašanja.